Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. V našem studiu pa danes pozdravljam slovensko glasbenico Samanto Majo, ki skozi svoje ustvarjanje izraža odnos do osebnih in družbenih tem. Zdaj prepričana sem, da bomo danes o vsem tem spregovorili. Občinstvo jo je spoznalo, mogoče tudi vi na melodijah Morja in sonca, tam je prepričala občinstvo. Je pa čudovita mlada ženska s številnimi zgodbami, življenjskimi izkušnjami in res sem prepričana, da bomo danes odprli kar nekaj zanimivih tem. Tako da lepo pozdravljena. Ja, lepo pozdravljena ti in vsi poslušalci. In gledalci. In gledalci, seveda, ja. Zdaj, Samanta Maja, tako posebno ime in ima tudi posebno zgodbo, če se ne motim. Zakaj Samanta Maja? Pa v bistvu sama sem se poimenovala kot Maja, že takoj, ko sem začela govoriti. Tako da ne vem, 2-3 leta. Starši so ti dali ime Samanta? Ja, tako, bila sem samo Samanta. In v bistvu ne vem zakaj, ampak enostavno nisem sprejela tega imena. In sem rekla, ne, vi mene kličete narobe, jaz sem Maja. In tako sem pač vse prepričala, da še danes me vsi kličejo Maja doma, no. Edini, kadar je kaj narobe, pol sem Samanta. Aha, takrat veš, da je. Kovalno je Maja. In v bistvu je pol mi mami takrat rekla, če boš kot enkrat odrasla, če boš še vedno hotela to ime in pač dejansko je pol to toliko postal del moje identitete, da smo nekje pri 13-14, preden sem šla v srednjo šolo, smo pa rekli prav, pa dodajmo še ta Maja. In si Samanta Maja, seveda. Ja, sem pa vedno vedela, da bom pevka, tako da sem rekla, napište mi Y tam. To je mednarodno, ne? Da je mednarodno, da vsak razume. Da je tujina odprta. Ja, tako. Zdaj, za začetek vsakega gosta prosim, če prinesete 3 predmete. Ti si rekla, da si jih sicer pozabila, ampak potem smo v bistvu ugotovili, ne, da imaš take stvari, ki te spremljajo, da so to čisto take pristne zadeve, ki jih nosiš s sabo. Mislim, ja, jaz sem doma na polici že pustila sicer kipec iz Grčije in album in tako take moje osebne stvari, ampak so ostale tam. Očitno bojo tam služile bolj kot le. Ampak sva našla potem v moji torbici vseeno 3 stvari in po moje bi se še kakšna našla, ker pač ženske nosimo se s sabo. In tole prvo je takšna zapestnica, ki so mi v bistvu otroci ustvarjali v vrtcu. Ja, v vrtcu delaš, ne? Delam kot dodatna strokovna pomoč. Tako da imamo te urice individualne in včasih se lotimo tudi kakšnega takšnega projektka. Tako da to je velik del mene. Tole je en simbol, ki v bistvu prinaša denar. Aha. Tako da ga moraš imeti v denarnici. A deluje? Recimo, da ja. Dajmo reči, da nikoli nisem tako razmišljala, a res deluje ali ne, ampak nikoli pa ni bilo tako težko, da bi rekla, tole pa res ne delam. Potem deluje. Ja, recimo, da ja. Tako da to je vedno z mano in tale pa najbolj hecna. Tole imam pa mini sol. Tako res je luškana? Mini sol, ki sicer nisem vedela prvo, ker sem je dobila, kaj bom delala z njo. Pa sem pa ugotovila že kar hitro, da mi v bistvu zelo prav pride, ker jaz imam nizek pritisk. In mi marsikdaj kakšna hrana ni dovolj slana. In tole v bistvu reši stvar zelo hitro. Ali pa če komu rečeš, ne se gre solidne. Morda kar tole zasada. Zdaj, Samanta Maja, ne? V osnovi si ti, glasba te zaznamuje, ne? Celo življenje. Pa me zanima, kako je prišlo do te ljubezni. Se sploh spomniš, kdaj je prišlo, kako se je ta tvoja pot, ta ljubezen do glasbe razvijala? Kot otrok sem bila kar sramežljiva. Meni je bilo strašno grozno iti na oder, nastopati. Vedno so pa vsi okoli mene videli potencial v meni, tako da sem bila kar vržena mečkan. Mogoče na začetku bolj v gledališče, sem igrala tudi v gledališču in pač enkrat vem, da bi morala igrati Sneguljčico, pa sem naredila celo štalom. Aha. Da jaz pač ne grem. Aha, zaradi treme. Sneguljčica je glavna vloga. Ampak jaz ne grem. In menda so me vsi prepričevali in niso z mene nič dobili. Tako da to je bilo toliko ekstremno. Pol pa v bistvu sem se sama zelo spustila v ples. Tako da petje v bistvu pride zelo, kasneje v mojem življenju. Prvo je bilo gledališče in ples. Tukaj v plesu sem bila tudi kar dosti uspešna. Imela sem že tudi, v bistvu sem bila mentor že svoji mlajši skupini. No? Tako da sem se že kar razvijala v to smer in so vsi tudi nekako pričakovali, da bom tukaj ostala. Nakar se je pa točno tukaj nekje spremembo imena, 13-14. Nekako moje zanimanje je zelo preusmerilo v petje. In jaz mislim, da takrat so imeli veliko vpliv Hannah Montana, Justin Bieber, takšni idoli, kjer sem jaz pač enostavno preko njih vzljubila
to petje in nastopanje. Je pa res, da tudi moj oče poje. No. In sem poslušala petje vedno doma in glasba je bila velik del našega doma, tako da sigurno je tudi nekaj po krvi, a ne. Ampak tukaj nekje se je pa obrnilo, sem šla pa kar resno v to solo petje, zbor, potem se je kar naenkrat tudi odprl band in smo nastopali res ogromno v srednji šoli, tako da pa nekje pri 19 sem pa izdala prvi komad. Še prej pa si zmagala na enem festivalu. Se res, še to. Je bila to ena prelomnica? Ja, sigurno, ja. Takrat sem bila glih 18 in no, tudi to je bila meni strašna zadeva, recimo. In hvala Bogu, mislim, jaz pravim, da ene stvari se stvorijo pač za ene priložnosti, ko sploh pač, ne vem, za določene ljudi, ko pač morajo nekje biti, pa drugačne bodo kot tako. No, to sem jaz, recimo, ker kakšna Slovenija ima talent ali kakšne večje zadeve, takrat jaz absolutno nisem bila pripravljena na kaj takega. In se je naenkrat stvoril festival Slovenska nota, ki pa mi je bil prijazen in tako sem rekla, v redu, pa dajmo to. Sem se prijavila in potem sem tudi zmagala in v bistvu takrat naprej lahko govorimo o neki glasbeni karieri. Da si tudi širše znana. Zdaj, kaj ti glasba pomeni kot ženski dekletu, te je reševala, ti je dajala upanje, je bila nek del tvoje življenjske terapije skozi vsa ta leta? Življenjske terapije, to mi je všeč, kako si opisala. Ja, jaz sem vedno glasbo opisovala kot nekaj katarzičnega, kot nekaj čez kar sem lahko izražala čustva na nek način, ker drugače sem zelo analitičen človek. Ne bom rekla, da težko izrazim čustva, sem se pa tega mogla naučiti čez leta. Veliko sem držala v sebi, ker se mi je mogoče čustvenost zdela kot šibkost. Tako da je tudi to bila ena cela taka borba s tem in to razviti pri sebi. Tako da glasba je bila vedno tam zato, da pomaga in pospeši te stvari. Zato so tudi moja besedila, večinoma moje misli v določenih obdobjih, ki so mi pač pomagala povedati to, kar se not dogaja, ampak na en tak bolj zabaven način. Ne toliko resen način. Zdaj, ko sem se pripravljala na ta intervju, sem tudi zasledila oziroma prebrala, da si se soočala s takimi težkimi čustvi, z depresijo, z anksioznostjo. Kako se je to potem prepletalo s tem glasbenim ustvarjanjem? Je takrat šel navdih, ko so bili težki časi, ali je bil ravno takrat prišel navdih za ustvarjanje? Ja, jaz sem že v bistvu kot otrok vedno čutila, pa tudi zdaj, ko se pogovarjam s sovrstniki, marsikdo to ima, ampak že od otroštva čutim neko, potem temu reči, melanholijo znotraj sebe. Se pravi, vedno so me tudi klicale zadeve, kot so, ne vem, Addams Family ali pa te Wednesday ali pa temačne. Harry Potter. Te stvari, ki so mečkan temačne, mečkan čarobne, niso mi bile všeč preč barne, barbike, te stvari. Jaz sem tudi kot otrok namesto v, ne vem, Baby Center sem jaz zavila v mladinsko knjigo. Pač meni je bilo vedno bolj zanimivo nekaj prebrati, tudi film Matilda, recimo. Pač vse te stvari so mene toliko kot otroka že zaznamovale in vedno je bila pri meni prisotna ena ta globoka senzibilnost do energij in ne samo tistih dobrih, kaj bi rekel, energij. Zato je zelo tanka meja, da kdo ne bo narobe razumel, ampak pač celoten svet je v ravnovesju v svetlem in temnem, ne? In temno ne pomeni samo slabo, ampak kot temo včasih percipiramo tudi neko moč, notranjo moč, pa premagovanje strahove, take stvari, tabu teme, ne? In jaz sem se kar že kot otrok s temi stvarmi soočala. Ampak kakor sem pa prej omenila, mogoče pa nisem to znala zmanevrirati, sploh pa ne kot otrok, takšne teme, občutke. Pa si se komu zaupala, znala skomunicirati na nekaj? In sem držala to v sebi, na kar je pač potrkalo na vrata, ne. Sploh pa, ko si umetniška duša in čutiš stvari mečkan drugače, tako ko se nekam mogoče zaznamo stvari, ki jih ne čisto vsak, no. Umetniki imamo vse en dodaten čut za te neke detajle, v katerih tudi pišemo potem in prepevamo. In ta depresija je potrkala na vrata v bistvu v smislu, a se boš ti malo soočila zdaj s temi stvarmi, ne? Pač nosiš ene težke občutke, nosiš ene globoke občutke, treba jih bo sprocesirati. In jaz
jaz še danes, oziroma nikoli nisem na to gledala iz pozicije žrtve, ampak iz pozicije neke moči, ker sem v bistvu čez cel ta proces tudi zelo z glavo čez zid, nisem hotela nobenih tablet, jaz nisem hotela nič zunaj mene, da bi me popravila, ampak sem vedela, da moram jaz noter nekaj razčistiti. In to je bilo eno obdobje mojega največjega razvoja, osebnostnega. Zdaj pa, če je glasba tukaj trpela, glasba je v bistvu, mogoče je kakšen mesec se podaljšal kakšen izid pesmi, ker enostavno je bilo pretežko karkoli, ampak sem pa tip človeka, ki je vedno teral naprej. Tako da v bistvu v vsem tem obdobju, ko jaz ustvarjam, se je to dogajalo, pa pač ne vem, če so ljudje zares zaznali drugo kot prek mojih besedil in sporočilnosti preko videospotov. Pa ti je bila ponujena kakšna, si poiskala kakšno, ne vem, strokovno pomoč, si to reševala, tako kot si rekla, sama na neke svoje načine? Ja, S čim si najbolj pomagala v teh težkih trenutkih? Sem hodila pač tudi psihologu, ampak bolj meni je takrat pasalo, da me nekdo v bistvu mečkrat nadzoruje, ali kako ne temu rečem, da imam neko varnost, ko bom rekla, kot neka varnost, kot nek steber, mi je pač tam bila ta psihologinja, da če bi pa šlo res kaj fejst izven normale, bi že ona opozorila, ampak ni bilo to tako davčno. Se pravim, jaz sem vedno pozitivno gledala na te stvari. Bili so zelo težki časi in težki občutki, ampak imela sem vedno to zavedanje, da tle zadnje je nekaj, da za tem bo nekaj boljšega in tako. Tako da nisem pustila, da me potre do te mere, da ne bi živela, da ne bi si upala. Tako da večinoma sem pa sama na tem delala, ja. Pa so bili kakšni res taki težki trenutki, če zdaj za nazaj pomisliš, da si želela, ne vem, odnehati, da je bilo težko vstati iz postelje, da so bili res težki dnevi, ko človek ne samo dnevi, leta. To so bila leta, ker je bilo res težko na eni točki, ko so bile samo jaz in mami v sobi, pač, kjer so pač ena na ena to morale reševati in me spraviti gor in nekako tako pač, taka je bila situacija na eni točki, ampak ker sem vedno bila pač ta neka taka duša umetniška in vedno so me zanimale tudi te stvari, kakor sem rekla, alternativne, dajmo reči. Sem bolj v enem trenutku tudi zašla mečkam v astrologijo. To sem te ravno hotela vprašati. Zelo zanimivo mi je bilo, ko sem prebrala, da si pomagala pri tem z astrologijo. Ja. Pač poti te vodijo tako, ne? In mene tista pot pač takrat vodila v planete in to. No, evo, mogoče četrta stvar, ki jo imam s sabo, pa jo imam ves čas s sabo. No, evo pa smo našli. So tudi tetovirani planeti in to sem že pri 18, se pa sem tudi nehala, ampak to sem pa vedela, da hočem imeti na sebi planete, ker to je pa tudi nekaj, kar me je od otroštva spremljalo in tudi imam knjige, te že otroške sem imela v planetih in to. In sem vedela, da me bo to nekako zaznamovalo čez življenje, no in sem res pol tudi kot odrasla šla v to in v bistvu, kako sem si s tem pomagala, zato ker astrologija, kakor jo mi poznamo, mogoče ljudem predstavlja spet nek tabu. Strinjam se, da je veliko tega zlorabljenega, strinjam se, da je veliko tega nepravilno predstavljenega in ni prav. In ni prav, je pa res, da vedno pa obstaja zadaj nekaj in nekaj več, kar pa se mogoče ne predstavi vsakemu in ni del nekega splošnega znanja. Astrologija je v bistvu natalna karta, to je en tak krog. 12 hiš, 12 znakov, ki jih poznamo. Zdaj, kar mi beremo v revijah, je recimo samo en znak. To je samo naše sonce. In to ni dovolj, zato da ocenimo, zato da prebereš ti človekove potenciale in slabosti in kakorkoli. Astrologija tudi ni napovedovanje prihodnosti v večini primerov, ampak je karta, tvoja življenjska karta, zakaj si sploh prišel sem in zakaj kaj je tukaj, kar bo tebe nazaj vleklo in kaj te bo vleklo naprej. Pač enostavno ena takšna karta. In jaz sem tukaj notri v bistvu videla svoje potenciale in videla tudi vse to, kar se je meni dogajalo v tistem trenutku, od depresije do vsega in s čim je povezano in kako. In v bistvu tako, da bi mi pač nekdo dal navodila. Navodila za uporabo. Navodila za uporabo in pač. Kaj te je najbolj presenetilo, ko si se samo analizirala? Ja, meni najbolj logično je bilo to, da sem jaz poluni kozorog.
To pomeni, da je moje čustvovanje, tako kot sem rekla, zelo analitično, ne toliko naravno ekspresivno, ampak bolj racionalno, kar je popolnoma res. In tako je vedno bilo, kar je sicer super po drugi strani za biznis, super je za strukturiran pogovor, komunikacijo, ker pač nas ne motijo čustva, nimamo teh afektov, izpadov. Fokusirani smo, zelo dober fokus imamo na te stvari. Ampak kje pa je prostor za kakšno romantično ljubezen? Ja, absolutno, tudi to, mislim, je tudi na to vplivalo, ampak tako kot sem rekla, starejša, ko sem, in tudi čez tisto depresijo, ko sem šla, me je naučila zares čutiti stvari in jih tudi povedati, komunicirati, pokazati. In to tudi vsi okoli mene opažajo. No? Tako, če se pogovarjamo 10 let nazaj, jaz pa danes je to čisto ena druga zadeva. Pač ta astrologija je bila meni kot neka pomoč v tistem trenutku, da se lažje razumem, da vem, kaj se z mano dogaja in zakaj se to dogaja z mano. Kot ena rešilna bilka. Ja, sigurno, ja. Mislim, vsak si najde nekaj, ne. Pač nisem šla v alkohol ali pa v kakšne takšne zadeve, jaz sem pač hotela to narediti tako čisto in zdravo. Tako da, ja. Koliko let je ves ta proces trajal? Rekla si prej leta? Ja, leta. Bile so tako, kot bi rekla, epizode. Pač bilo je tam nekje 14-15. Pa se potem to mečkam skrije. Tako je neka prekrita depresija. V bistvu ti zelo težko staneš zjutraj, zelo težko najdeš voljo za stvari, ampak normalno funkcioniraš, zaresno. Mislim, v večini primerov, še vseeno sem jaz bila na odrih, še vseeno sem jaz imela 5, 4, tako v šoli. Ni se to zdaj poznalo, da bi rekel, njo je pa treba zdaj, ne. Pač funkcionalna depresija, kako bi rekel človek. Ampak ni bilo veselja v tebi? Ja, ni pa bilo niti ne veselja, ker jaz sem vedno tudi znala biti hvaležna in vesela za stvari, ampak tako da hoče nekaj eksplodirati znotraj, pa ne more, ne. Tako da neka taka skompensirana bombica, ne vem, držiš noter v sebi nekaj. Tako sem se skozi počutila, da nekaj višje, več hoče iz mene zrast, pa jaz skozi nazaj tiščim, ne. In to so tudi bile teme mojega sploh najstništva, recimo. Ne toliko postaviti se zase, ampak povedati, kako bi pa ti rad, ali pa povedati svoje mnenje, se ne prilagoditi mnenju drugega, stati za tem. Jaz pa v to verjamem, pač če ti ne rabiš, ne. Ampak ne takoj, ja, okej. Ne. Pač ta neka notranja moč iz mene hotela ven butniti in sem jaz ves čas nazaj tiščala. In to se še učim, se to ni. Ravno sem hotela vprašati, zdaj si ugotovila, da si to presegla, da zdaj si dovoliš, da tvrne. Še je prostora, ampak je že pa sigurno več kot 50% bolje, ne. Še je prostora za to, večkrat me tudi ljudje vprašajo, ne, ker me začutijo. Več je v tebi, pa skrivaš, ne, več je v tebi, pa se nazaj držiš. Pa pol včasih tako zelo intuitivno rečem, ja, strah me je. Česa? Ne vem, strah me je, da ne bo sprejeta, strah me je, da ne bo razumljena, strah me je tega, ampak se pravi, starejši, ko si tudi bolj najdeš svoje ljudi, bolj se umeščaš v okolja, ki ti pašejo, ki so ti pisana na kožo, ne, tam v tistem času srednje šole in to je res težko se kamorkoli umestiti. Hočeš imeti hkrati vse odgovore, pa nimaš nekih temeljev, da bi sploh se postavil kam, ne. Jaz šele v bistvu zdaj pri svojih, recimo po 25, po zaključenem faksu, po diplomi, zdaj sem na magisteriju, šele takrat sem jaz lahko po nekaj izkušenj na delu, ne, pač greš delat, pa vidiš, sem pašem, sem ne pašem, to mi je kul, to mi ni, to me kliče, to me ne kliče. Šele zdaj se jaz umeščam, večkrat mogla popiti. Ja, preveč so povedali. Ker v miru. Ja, tako v bistvu se potem začneš umeščati in je lažje. Lažje je pa pokazati tudi pravega sebe. Ko veš, da si obkrožen z ljudmi, ki te bojo podprli točno takšnega. Kako pa je bilo takrat, kako je okolica to dojemala, ti tvoje borbe, si sploh zaupala komu, razen mami si rekla, so vedeli, s čim se boriš, rekla si, nastopala sem, ne, takrat moraš biti najboljša verzija sebe, zažareti. Če ne bi takrat moja družina to vedela, če ne bi jaz bila toliko vsaj iskrena do sebe in do njih, da sem to povedala, to so vsi vedeli doma, ne. In mama v tistem trenutku tudi ni reagirala mogoče
napačno, ampak je zelo z nekim razumevanjem in stabilnostjo me držala v tem kaosu, tako bom rekla. Kar je zelo pomagalo, ker če nekdo pride do tebe z tistim, s tabo je nekaj narobe in moramo popraviti, ja, še težje, ne? Z mano je nekaj narobe in v glavi stalno obračaš, z mano je nekaj narobe in bo, in je, in tako ostane. Ko pa se lotiš pač, in tako se je tudi moja mama, no, takrat, pač ona takrat da, to je bilo tudi v času tiste karantene, ko smo res bili ena na ena noter zaprti, ne, v sobah. In pa ni bil to razlog. Jaz sem bolj takrat rekla, da tako, da se je svet ustavil še malo zame, ne. Tako pomoč bil. Tako, da mi je bilo malo pomoč, da imam še čas zadihati. Takrat so oni vedeli, no, in zato, ker nisem bila tretirana kot s tabo je nekaj narobe in imaš neko bolezen in čudna si in ker se ni tako tretirali, sem pa tudi jaz lažje z neko pozitivno noto to pač prebrodila, ne, z nekim bolj pozitivnim miselnim procesom. Tako da ja, ampak mislim pa, da je ključno, če lahko kaj iz tega potegnem, no, ključno se je pogovarjati o tem. Zato, ker ravno zaradi tega, ker te stvari noter tiščijo in hočejo ven. Tiščijo, ne. Kdorkoli, mogoče koga zdaj ne govorim, ampak kdorkoli se s tem sooča, ve, da je to tle neki noter, ki hoče ven. In bolj boste not držali, teže bo. Bolj bo začel razjedati na not. Več, ko daš ven, v bistvu bolj si, kako se reče, ranljiv. In v ranljivosti je pa moč. Kontradiktorno, ampak je res. Danes prvič javno govoriš o vseh teh stvarih? Sem že kdaj povedala, nisem nikoli skrivala, če kdo vprašal, sem povedala točno tako. Tudi povem, da pač v mojih pesmih boste to slišali in to, ampak nisem pa mogoče z nikomer izven nekega ožjega kroga toliko podrobno šla v to, kakor s tabo zdaj. Zelo sem hvaležna, da to deliš z mano. Zdaj se mi je utrnila misel, zanimivo, ne, tebi so pomagali, zdaj pa ti delaš v poklicu, kjer pomagaš drugim. Prej si rekla, da si iz službe, ne? Kaj delaš? Si s predšolskimi otroki delaš in to prav s posebnimi, ne? Ja, se to bi tudi rekla, ne, tudi v temi astrologije. Jaz bom več čas povezovala vse teme, ker v bistvu je vse več čas zelo povezano, ne. Nobena stvar ni sama zase, ampak je en tak holističen proces. In tudi to, da sem jaz včasih težko pokazala to svojo igrivost, pa čustvenost, pa te neke notranje igrive občutke, dajmo reči. Se čustvo je tudi igriv občutek, ne? Mislim, ljubezen, pa smeh, pa veselje, to je igrivo. V tistem trenutku tudi jaz nisem si nikoli predstavljala dela z otroci. To je bilo meni zadnje ne, mislim, res nisem imela te povezave z njimi ali kakorkoli. In s časom je mene življenje kar samo v to tiščalo. Pa nisem želela tam biti zares. Jaz sem se na eni točki vprašala, pa dobro, koliko si ti zdaj tle predstavlja, ne? Kaj ti zdaj tukaj delaš? Ampak več čas sem pa vedela, pust, za nekaj je dober, ne? Nekaj ti bo že dal. Vedela sem, da tukaj na neki tej osebni ravni to nekaj popravlja, dajmo reči. Ali pa odpira. Vidiš, prej sem rekla, nič ni narobe, pa rečem popravljati. Ker je važno, kakšno besedo daš za stvari, ne? Ni treba nič popraviti, ampak pač enostavno razširiti ali pa nekako potencirati. In vsako leto, ko sem jaz bila bolj mehka do sebe, bolj ekspresivna, bliže sem si bila s temi otroci, ne? Bliže, bolj sem jih razumela, več sem jim lahko dala in več so oni meni lahko dali nazaj. In mislim, da so tudi bili ogromen del tega, da so prvo oni meni dali nekaj, a ne? Pač moraš razumeti nekoga na tej stopni, moraš razumeti, da njihov možgan sploh ne deluje po sistemu, ampak je čist nekje drugje in mi, ki smo že toliko dolgo v sistemu, nam je mogoče daj težko razumeti tak način igrivosti in nepremišljenosti, ne? In neobremenjenosti. In tukaj so meni otroci ogromen dal. In edino pravilno je, da jim dam zdaj nekaj nazaj. Tako da ja, delam kot dodatna strokovna pomoč, kar pomeni, da otročke z odločbami, tistimi, ki se mogoče malo težje učijo ali pa imajo na nek način neko nazadovanje glede na pač razvojno stopnjo. Včasih pa tudi ne, včasih niso to tako strašne stvari, ampak pač enostavno se tudi starši odločijo, želim pač, da otrok dobi neko pomoč, preden gre v šolo in tako. V bistvu s takšnimi delam, ena na ena, probam čim bolj te njihove potenciale povleči ven v bistvu, na plan.
Kako pristopaš? Otroci so zelo empatični, ne? Zelo hitro začutijo. Kako pristopaš k njim? Tu je res, mislim, da moraš se jim nekako dopasti, nekako jim moraš biti zanimiv. In tudi, mislim, da že prvo leto, ko sem začela delati, sem delala kot pomočnica vzgojitelja, potem sem šele začela z DSP in sem delala to prakso za strokovni izpit. In sem dobila pač ene otročke, ki me sploh niso poznali, bili so, mislim, da 2 do 3. In sem tisto urco odvodila in mi je potem na koncu vzgojiteljica rekla, no, vidiš, me je zanimalo, kako bojo na tebe reagirali, ne? Ker ne reagirajo na vsakega, pa so reagirali dobro, ne? Pač so ti zaupali. Tako da očitno nekaj moraš imeti, da se jim dopade. In tudi tukaj se je to izkazalo, da pač se mogoče kakšen je imel 2 meseca težavo, ne? Ker ima splošno to socialno neko anksioznost. Ampak so se do danes vsi sprostili, no? in so imamo lepo, tako da v bistvu jaz zmotim njihov vsak dan, pridem pač po njih, ponavadi po 2 uri na teden. Jih vzamem iz igralnice v poseben prostor, pač ali je to knjižnica, ali je to pač prostor prav za te dodatne ure, ki je mečkam bolj baren, mečkam bolj zanimiv, igrače so takšne in drugačne, različne, mislim, drugačne kot v skupini, samo on se lahko z njimi igra, ne? Tako da itak je tukaj že enih prednosti, ko je to otroku vse skupaj zanimivo. Pa kakšni so načini v bistvu največ, mislim, vse preko igre. Ker otrok itak ne razume, niti kaj je tvoj zastavljen cilj, niti ne sme v bistvu se s tem obremenjevati. Ne? On se je prišel pač igrati in ti skušaš iz njega čim bolj dobiti to, kar je tvoj cilj v bistvu tam v tistem poročilu. Ne? Tako da, ja, skozi igro. Neopazno. Zdaj, veliko izkušenj imaš verjetno iz tega področja, pa me čisto tako zanima. Če ne bi bilo tega sistema, ki ga poznamo že toliko in toliko let, bi to sploh bili otroci, ki bi potrebovali, ne, to dodatno pomoč, ali jo bolj zaradi sistema, v katerega hočemo, da spadajo? Ja, sigurno manj. Sigurno manj. Govorimo kar precej manj. Ker prvo kot prvo sistem je itak otrok izvira iz družine in sistem zelo vpliva na družino, že v prvem planu. Ne? In to, kar daje družina otroku, je itak to, kar mi dobimo. Tako da, že če pri družini neznanje ali pa manjko česarkoli, pač bo to otrok pokazal. Ne? Tako da imamo že tukaj, kako sistem vpliva direktno na družine, pa naš sistem ni zasnovan za družine. Saj mislim, da to je danes že, da že to zdaj vsi vemo. Tudi pač industrializacija in vse, kar je pač ženske tudi usmerilo v pot stran od materinstva in družina. Ne? Tako da, ampak pustimo, to je neka širša slika. Pa imamo tudi prihod tehnologije in vsega tega. Zelo vpliva to na te. Urnikov, ki pač onemogočajo, da je otrok sploh več otrok. Ne? Pač prehitro se jih sooča z znanjem, na enem ekstremu to, pač prehitro se jih sooča z tem, kar bi morali znati šele kasneje v osnovni šoli, ali pa sploh ne. Ali pa nič od tega, nič se ne zahteva od njih. Ne? To je pa drug problem. Nič se ne zahteva, nič. Ne rabiš se sam obleči, ne rabiš si sam, ne vem, se sam pač umiti, pač poskrbeti za higieno in te stvari in to se pa pokaže. Ne? Verjetno noben ekstrem ni dober, ne? Noben ekstrem ni dober, fajn je. Ampak mislim, da se starši danes bojijo. Mislim, da so prepričani, da je permisivna vzgoja prava in da se bojijo vsega, kjer bi oni mičkam bolj mejo postavili, da bo to takoj kaj narobe. Ne? V bistvu pa mi na drugi strani strokovni delavci pa si toliko želimo, da bi več mej bilo postavljenih doma. Ne? Ker pa mi ne bi rabili toliko. Mislim, oziroma bi to pri otroku bila čisto ena druga zgodba. In veliko je to povezano z vsemi temi težavami. Imaš pa pač tudi otročke, ki pač enostavno pač tako je, pa ni nič krivo zares. In tudi nič narobe z njim, ampak pač rabi mečkan več. Ampak jaz pravim, tako je bilo tudi v mojih cajtih, ki sem bila v osnovni šoli, eni so pač prišli čez 2 in 3 in pač nič narobe. Eni so bili odličnjaki, drugi z 2 in 3 in pač danes so vsi uspešni, kakor vem, pač ali imajo kaj svojega ali tako. Danes se pa to tako resno jemlje. Ne? Kot da gre za življenje. Morajo biti 5, morajo biti 5 in tu je sistemsko narobe, mogoče, da se preveč pričakuje. Jaz sem to leto predvsem govorila, pustimo otroke naprej v šolo,
tudi če greš 3 naprej, tudi to je obstajalo včasih, ne rabi več biti vse In ni konec odlično pet. sveta, ne? Tako, ja. Ampak to je že tema za čisto nov podcast, vzgoja in izobraževanje. Preden čisto skrenava, me pa zanima, ja, nedavno si izdala novo pesem, Drama. Koliko je drame v tvojem življenju trenutno? Pa ni prav veliko. Ne? Ni prav veliko, jaz si to že zbalansiram, tako da ni. Ampak zakaj sem poimenovala tole drama? Včasih delujem tudi na principu tega, kar meni glasba da. In tukaj sva s Kevinom Koradinom, s katerim zdaj že delava 6-7 let. Hotela sva se mečkan poigrati, ne? Prejšnje leto smo izdali Horizont za melodije More in sonca. Je bila taka balada, mečkan bolj dramatična balada, dajmo reči. Meni osebno en najljubših mojih pesmi, se mi zdi, in po besedilu in melodiki in vsem. Pa smo si pa vzeli pa nekaj časa, da smo prvo tisti festival in vse, pač, da se je mečkan poleglo, da smo se mi mečkan spočili, pa da smo zasnovali nekaj novega. In tudi morava oba dva ohranjati eno to iskrico, dajmo nekaj novega, dajmo mečkan drugače, dajmo, kaj pa če probamo to, kaj pa če to, zato da pač sploh imamo veselje do tega, ne. In tukaj sva rekla, kaj je zdaj trendi, pač kaj je tako svetovna glasba, svetovni trendi, kaj so. In smo se pač lotili enega takega komada, ki je v bistvu pol kot inštrumental meni dal navdih za naslov, ki je drama. Dramatično. Ja, dramatičen. Besedilo pišeš sama? Tako je, besedila in vokalno melodijo ponavadi sama. Ja. Zdaj, kako težko pa je kot glasbenica prodreti, ne vem, na radijske postaje, priti, se izpostaviti, koliko je posluha za mogoče manj uveljavljene, manj znane izvajalce, kako se znajdeš v tem show biznisu? Ja, kar garaško, moram reči. Po eni strani zelo majhen trg, po drugi zelo nasičen. Veliko nas je. Slovenci smo drugače zelo muzikalen narod, ne? Tudi v zborovskem petju to dokazujemo. Mislim, da je ogromno enega talenta. Problem je v tem, ker je majhen prostor, kar je direktno povezano tudi s financiranjem in denarjem. Vse te stvari veliko stanejo, od produkcije do... Če sam ne pišeš stvari, ti moraš to nekdo drug delati. Se pravi, to so vse dodatni stroški. Vsak korak, ki ga ti tukaj hočeš narediti, je strošek. Video spoti, video produkcija je zelo draga zadeva. Pa odvisno tudi, koliko dobro hočeš, da je to, ne. Tako da prvo moraš biti ful znajdljiv. Znajdati se, probati najdeti tiste neke bisere, ko mogoče še ne računajo toliko, ampak so zelo dobri in tako. In pač probati se mrežiti čim več ljudi poznaš, da prideš nekako čez, da ohraniš svojo normalnost in zdrav ampak da pač to veselje in ja, to veselje do glasbe, da vseeno ohranjaš. Tako da nam je to uspelo, moram reči. Veslamo med tem, da ja, saj so izzivi in saj imaš te biznis vidike, kakor so pač treba skrbeti tukaj zraven še za marketing, finance, Ni vse sam kreativa, ampak smo ohranili dosti tega zraven, da smo kreativni, da delamo, kar je nam dobro, da na koncu si mi rečemo, to komad smo naredili, ne? Pa če ga noben ne bo poslušal, nam je dober. Tako da iz tega vidika je nam to super uspelo manevrirati. Če je pa težko zdaj prodreti, pa tudi je. Ker ko je majhen trg, potem tistih nekaj legend, ki jih je, se jih tudi drži, kar je logično, nič narobe s tem. Ampak ni pa prostora še za kaj umestiti, oziroma je na toliko in toliko let, pridejo kakšni čez in hvala Bogu, da... Pa s čim je to pogojeno? S srečo, z dobro premišljeno strategijo, vsega pomalo? Je zapisano v zvezdah? Vsega pomalo. Ja, od sreče sigurno, ker moraš biti na pravem mestu v pravem času. Kakor se mi je že zgodilo, da sem nekaj tako čist intuitivno rekla in pol nekdo za mizo. Ja, to lahko jaz. Mislim, ker sploh ni tako res take stvari. Pač moraš biti malo sreče, moraš biti absolutno biznismen na ta način. Pač moraš poznati te... Ti vseeno delaš produkt, ki ga prodajaš okolju, a ne? In ne morem jaz zdaj priti tle z neko, ne vem kakšno, pa se sklicovati na ameriško sceno. Ne gre, ker to ni isti trg. Ne bo šlo čez, pač. Do neke mere mogoče ti se lahko igraš, ampak
preveč tle filozofirati ne bo šlo. Ne? Tako da moraš poznati trg, v katerem delaš, hkrati pa moraš pač imeti talent in veselje za to. Hitro se pokaže, če nisi imel zares veselja do tega, če ti je bilo samo do denarja ali do ne vem česa tukaj zdaj slave. Ker vidiš, da vsak izziv, ki naletiš, pa ki zginejo. Ne? Tako da mi res že 7 let delamo neprestano, kažemo menda to veselje in čarki, ki imamo do tega ustvarjanja in so v bistvu, to je naš plan, delati naprej, nekam bomo že. Kje pa se vidiš, mogoče v prihodnje? Zdaj teh festivalov v Sloveniji je zelo malo, ne, da se pokažeš z novo pesmijo. Ja. Predvidevam, da do radijskih postaj tudi ni najlažje priti, če nimaš kakšnih vez. Ja, tudi to je težava. Kakšno strategijo boste tukaj ubrali? Verjetno načrt pa moraš imeti. Ne? Mislim, na radijskih postajah smo mi kar dovolj, jaz sem kar zadovoljna že od samega začetka moje kariere. Jaz mislim, da mi vseeno delamo eno tako svežo, moderno glasbo, kvalitetno, ki jo prepoznajo. In se mi zdi, da tukaj ni bilo nobenega problema. No. Bolj je problem ta prostor za izvajalce od nekih festivalov in tega, ker vsako leto jih je manj. Ja, eme ni več. Kako je z melodijami Morja in sonca? Tvoj verjetno najljubši. Ja, meni moj najljubši, ne, in tudi zelo dober občutek je bil cel teden tam, cel teden si tam. Ljudje so krasni, pač res, ko je speljano, kot mora biti. Jaz nimam nobene pripombe in tudi to ves čas tudi na svojem Instagramu, tako tem mladim izvajalcem pejte, ker pač res ni nič za zgubiti, pokažeš se, ne rabiš zmagati, pokažeš se, dobiš neko širino tudi kot izvajalec, tako da jaz sem hvaležna za to in bi šla še, ampak ne še zdaj, ki jih malo, mogoče čez čas. Tako da ja, vse manj je tega prostora, ne? Pa tudi v Sloveniji se mi zdi, da kar dominira band scena, tako da jaz mislim, da najtežje je solo artistim. Dekletom še posebej? Dekletom, ja. Solo dekli. Pa si ne bi rekla, da je moškim, ki je lažje, ampak ne gre se tle za neko zdaj, da bi rekla, da bi dan kakšno. To sploh ne, ampak absolutno po Sloveniji imajo bendi prednost. To je 1+1 tukaj. Tako da to bi mogoče bilo fajn, mičkan razrediti to, ne, ker v Ameriki zdaj Coachella, a ne. Ravno je Justin Bieber razgrel. Tako. Ozračje. Pač tam se vidi, ne, tam so tako bendi, kakor solo artisti, na nekem enakem levelu imajo isti ta hype. Ne. Tukaj pa v bistvu solo artist, večkam pade nazaj. So bendi bolj v spredju. Tako da bi bilo fajn večkam razširiti, pa narediti eno tako dinamično razliko v izvajalcih. Bi bilo še bolj zanimivo. Si pa ti poučevala te petje Raven, če se ne motim, ne? Raven in pa Žanom Serčičem si sodelovala. Koliko pa mogoče ta poznanstva, kaj pomagajo ali to nima nobene veze? Pri tem prav zares ne. Ali sem se jaz učila že recimo takrat, ko sem začela pet, so tudi ostali zelo dobre prijateljice, še danes se slišijo in tako. Ja, zdaj bo ne v talentih, mogoče bi se morala na talentih prijaviti, pa bi imela prednost. Kaj pa kakšni talenti te namikajo več? Ne. Mislim tudi, da ne rabim jaz kaj takega zaenkrat. Mislim, ne rabim. Se to ne bi nič škodilo, ampak se ne vidiš. Se ne vidim jaz tle. Potem pa pri Raven sem se učila zdaj pred kratkim, v bistvu, 2-3 leta nazaj. In pri Žanu sem pa v bistvu delala drugi in tretji komad, ki sem jih kadarkoli izdala. Sem delala z njim. Pol je pa on zelo zaštartal svojo osebno kariero, jaz sem pa tudi takrat imela eno pauzico, potem sem si pa želela majčkeno drugače nastaviti, tako da sva pol, ampak sva tudi danes v dobrih odnosih. In, so ti dali kakšne zlata vredne nasvete? Ja, sigurno, predvsem Alja bi rekla, že takrat pri 14 recimo. Važno je pač, da imaš ti prijatelja, ne, na sceni, da lahko se obrneš na njih in to, da bi pa to bila predvsem kakšna poznanstva, ki ti pomagajo, to pa ni, no, ni tako povezano. Kako pa je z rivalstvom? Mogoče kdaj občutiš kaj tega rivalstva na sceni? Ali je vse tako prijateljsko, kot izgleda na televiziji? Ne, sigurno ne, ampak meni ni pa tako hudo, no. Jaz nisem dobila občutka. V Sloveniji meni edino, kar mi je hudo, je, da je premalo duetov, premalo sodelovanj. Če gledaš kamorkoli drugam, druge scene, pač to sodeluje en z drugim. In to je zelo dobra taktika, ker en artist se poveže z drugim in dobiš ti nekaj poslušalcev njegovih in on tvojih in tako, ne. Tukaj se vsi za sebe držijo. Zdaj te moram izvati, s kom bi posnela duet, če bi bilo Ne bo meja, imaš koga v mislih?
Na kaj sem pa omejena? Na cel svet. Na cel svet. Ja. Kaj pa vem, sigurno, katero od teh novih, Sabrina Carpenter mi je top. Jaz mislim, da z njo bi mi dve dober duet naredile. Pa tudi Sabrina Claudio, to je pa ena malo manj poznana pevka, ki je pa meni sicer ena ljubših. Pa sem pa tudi jaz mečkam bolj v band sceni, Wolf Alice, Paramore, Nothing But Thieves, 1975, to so pa vsi bendi, ki so mečkam alternativni. No. Mene so vedno bolj ti privlačili, kot kakšna Beyoncé, Shakira. Čeprav Hannah Montana, kdaj je Miley sem pozabila, Miley Cyrus, no evo, z njo mogoče prvo po prioritetni listi, pa sem jo pozabila. Tako ja, Kaj pa v Sloveniji, kdo te mogoče navdušuje? V Sloveniji pa kakšen od mladih mi je tudi zelo všeč, no. Drugače pa nisem jaz tako, z marsikom bi jaz sodelovala, pa mislim tudi, da bi dobro lahko kakšen fusion naredil dveh stilov ali pa karkoli. Nisem tako, da bi bila prav ful omejena, s kom jaz, s kom ne. Tudi celo en duet imam s Telo, tudi mlada pevka, pač takrat, ko smo še obedve ustvarjali tle v Sloveniji, pač je to bila taka super povezava in je bilo zelo zabavno. Danes pa kdorkoli zares, pač, s katerim bi začutila to povezavo. No. Ni tudi, to je tako, da greš nekomu službo. Pač moraš se nekako povezati, ali pa jaz in ti, ki se zdaj pogovarjava. Če se ne bi začutila, verjetno se ne bi mogli pogovarjati. Bi bil težek pogovor. Tako da tudi, ko greš v studio, pač ti se moraš s to osebo nekako povezati. In to je meni glavno merilo. Ne, kje si in kaj si, ampak kako se počutim ob tebi in a moj kreativni proces teče s tabo. To mi je nekako glavno in ko bom to našla, bo naslednji duet. No, mogoče so pa zdaj koga ne navdihnile, pa te kontaktira. Zdaj, ko nisi med najmlajšimi v vrtu, kje te lahko vidimo, slišimo, kakšno leto te čaka letos? Letos, ja, predvsem sem kar zasedena, se pravi, sem še vedno na magisteriju, študiram zdaj andragogiko in filozofijo. Potem pa se tudi v bistvu spet povezujem vsa ta področja, kot sem rekla, jaz zelo holistično delujem in zelo hočem tako, da vse ima, da vse nekako na nek način povezano in v bistvu zdaj povezujem pedagogiko, andragogiko, filozofijo z glasbo, z vsem skupaj, tako da se kar dogaja, moram reči, ni da mi je dolg čas, imam ogromno vsega, trenutno pa se na tem nekem strokovnem oziroma poslovnem principu zelo osredotočam na razvijanje programa za kritično razmišljanje, mišljenje. Jaz sem hodila, se pravi, na študij filozofije in tam ne samo, da ti veliko bereš in se naučiš enih takih filozofskih kontekstov in principov, ampak se naučiš enih predpostavk za dobro argumentiranje, kritično mišljenje, pač presojo, zato da znaš stati za svojim mišljenjem in tako. In en tak aspekt bi rada pripeljala bližje otrokom in tudi odraslim, tako da delam v to smer. Ne bi preveč povedala, ampak je v razvoju, se pa že snuje in tudi že v bistvu rahlo realizira že s kakšno urico v to smer, tako da sigurno, ko bo kaj več o tem, bom tudi javno povedala. Kje pa te lahko vidimo glasbeno, mogoče imaš kakšne nastope v načrtu? Ja, zdaj trenutno čaka me par stvari, za katere še nimam odgovora. Poleti sigurno bodo kakšni špili, tako da jaz imam zelo fajn utečen band, tudi imamo kakšne posnetke na YouTubeu, vabljeni k ogledu, dokler ne bodo kakšni zares koncerti, ampak predvsem si pa res želim zdaj pokazati pač to, kar res smo. In včasih sem nastopala bolj v duetu, pa tako akustično po kakšnih barih. Danes ne čutim več toliko tega. Čutim, da moram z bandom nadaljevati to zgodbo. Tako da tudi mečkan sortiram, kaj je zame in kaj ni. In tisti nastopi, kjer me boste videli, so šli čez moje sito, da pač... So dobro premišljeni. Tako so dobro premišljeni in se mi zdi, da bomo le tam lahko pokazali to, kar zares smo, no, skupaj, vsi kot celota. Super. Ja, mi bomo spremljali, neverjetno tudi lahko na kakšnih socialnih omrežjih zasledijo, kje te lahko najdejo, kje vas lahko poslušajo, vidijo. Samanta Maja, najlepša hvala, da si se vzela čas, da deliš svojo zgodbo, svoje najgloblje razmišljanja. Verjamem, da to ni najlažje, marsikdo tega ne zmore. In upam, da sva komu danes odprle oči, polepšale dan. Ja, tudi jaz, to bi bil kar cilj, ne?
Želim ti vse dobro pri tvojem delu in ustvarjanju in res upam, da se še kdaj srečava in kakšno rečeva. Enako, hvala lepa in z veseljem še pridem. No, lepo. To je bil Shortcast, hvala, da ste bili z nami.